En lep pozdrav vsem skupaj. Jernej spet z vami z novim videom. Ja, kar precej sem dobil prošenj za video, ljudje me sprašujejo. In res je, da dobila sva sina, novorojenčka, 15 dni, 6. februar, kaj je bil rojen, tako da sem malo bolj zaseden, delam manj videotov, ampak sem se danes odločil, da bom naredil res tak zelo in-depth, zelo obsežen video, ki vam bo dal dobro predstavo za naprej. Zato, da mi ni potrebno, raje naredim manj video, ker imam manj časa, manj videotov in tiste bolj kvalitetne, za več vsebine. Ogromno enih stvari bom danes pokril in to je seveda vse glede Bitcoina. In ja, se pravi, o čem bom govoril, imamo tukaj napisan bear scenarij, se pravi, da gremo niže, bull scenarij, da gremo više. Razložil vam bom, razmišljal sem predvsej o teh metaforah, kako bi razložil te indikatorje, o katerih govorim, kako bi jih razložil na laiku razumljiv način. Tako da bom razlagal tudi za tiste, ki ne veste niti ene stvari o indikatorjih in ne veste nič o tehnični analizi, bom poskušal razložiti na način, da vam bo jasno, in tudi za tiste, ki pa že razumete te principe, mogoče boste dobili nek tak praktičen pogled. In na koncu bom še pokazal mojo statistiko day tradeov od zadnjih, v bistvu ne imamo vse podatke, bomo pogledali. Ja, ogromno dela imamo, ogromno vsebine za predelati, tako da najbolj, da kar začnemo. Pogledali si bomo 3 karte, na vseh 3 kartah bo 3 različne, v bistvu 3 situacije, povsod bojo 3 karte, tako da bo kar precej vsebine. Tukaj so splošni pogoji, to je samo za izobraževalne namene, to niso signali, lahko si preberete. Ok, to ni to. Preden začnem za situacijo danes, bi samo primerjal tele 3 karte. In ok, tole je Bitcoin danes, to je trenutna situacija, tole je 2013, o tem sem že govoril v Bitcoin Bubble videotu, že kar nekaj videotov se nanaša na to, oziroma v bistvu sem uploadil Bitcoin Bubble točno tukaj, 5 ur preden smo imeli ta velik sell-off. In govoril sem o tem, da je podobna situacija kot 2013, tako da tole je na sredini, je Bitcoin leta 2013. Ok, v bistvu, ok, na konec 2013 in potem se to kar vleka, in se pravi, to situacijo, to sem že velikrat omenil, ampak samo na hitro ponovim, da takrat, ko začne 50 moving average kazati na dol, kar se je zgodilo tle. Ok, imel je manjši odboj tukaj na gor, pa generalno je kazal na dol. Takrat postane pomemben 200 moving average, od katerega se potem to odbije. In točno o tem sem govoril, da bomo prišli do 200, tudi že kakšen mesec nazaj, ko smo bili še tukaj gor, sem rekel, da pričakujem, da bomo padli na 200, kar se je res zgodilo, in da bomo prišli potem do 50, kar se je res zgodilo, tako da sem bil, v bistvu že en mesec nazaj, že tukaj gor sem predvidel in to in to. In ta odboj tukaj, seveda nismo zdaj točno vedeli, koliko časa bo to trajalo. In ok, res da smo šli niže od tukaj, od 200 moving average-a, ampak to je povsem normalno, to se dogaja, da ne pridemo, da gremo čez to linijo ali da se ostavimo prej, tako kot vidimo 2013 smo se obrnili tudi malo niže, potem smo se odbili gor, ampak tukaj ok, te 2 dni, ki smo bili od spodaj, prišli do 6000 in se potem močno odbili do 50 moving average-a, ki zdaj postane resistance. In to si lahko pogledamo tle, ok, med vsemi temi kartami, mogoče to zgleda kot zmešnjava, zato bom samo pokazal tole, tole izklopim. Se pravi, ko začne to gledati dol, se odbijemo od 200 in takrat se odbijemo do 50 in kar se rado zgodi, je, da se od 50 spet ponovno odbijemo na dol. In to se dogaja danes, to se dogaja te dni, prišli smo, oziroma včeraj, prišli smo do tega
PS Moving Average, smo se odbili na dol, tako da zelo, zelo podobno, čemu se je dogajalo 2013. Bom pokazal tole na večjo, tole pa večjo, 2013. Bitcoin, dogajanje, ta velik, ok, to je že Nasdaq, pardon. Ok, zakaj mi to meče na, ne vem zakaj mi to meče na Nasdaq. Aha, pardon, takole. Ja, potem smo imeli ta velik sell-off in to je potem trajalo, ne, od konca 2013, da smo prišli do botoma, do 8, se pravi 9 mesecev, preden smo se začeli obračati na gor. In meni je ta karta zelo podobna na nek način, kar se tiče teh moving averageov. To bi omenil bi tudi Nasdaq, veliko ljudi primerja kriptovaluto z dot-com bubble, in če ne poznate dot-com bubble, to je bilo okrog leta 2000-2001, tukaj se to dogaja, bom to zdaj povečal. To so v bistvu Nasdaq, to so indeks delnic, pove povprečje teh delnic, se pravi predvsem internetnih delnic, se pravi Facebook, Amazon, Google, vse te podjetja, ki so veliko obljubljala. In zato smo imeli ta paraboličen premik na gor, ker je bilo velik hype glede tistih delnic, glede teh podjetij, ker je internet tako veliko obljubljal, da so ljudje kupovali kot nori, pravzaprav po domače povedano. In kaj se potem zgodi? Bubble je pravzaprav do bubblov, do balončkov pride takrat, kadar tehnologija, v katero vlagamo, ne more, can't keep up ja, uporabljam angleške besede, tukaj živim na Irskem in te izrazi, ki jih poznam glede tradanja, pa glede tega so pač angleški, tako da bom kar uporabljal, mislim, da so čisto razumevajoči. Se pravi, tehnologija ne hodi v koraku za ceno, se pravi, pričakovanje je večje kot tehnologija sama. In jaz mislim, da se podobno dogaja pri kriptovalutah, ker vsi vemo, da kriptovalute veliko in blockchain tehnologija veliko obeta, ampak, kot je rekel tudi recimo Vitalik Buterin, founder Ethereuma, tudi sam je rekel, da enostavno ne zmorejo tako hitro realizirati projektov, kakor ljudje pričakujejo. Ljudje pričakujejo, ok, blockchain je zunaj in jutri bo vse to že implementirano, in ker te stvari seveda potrebujejo čas. In ta bubble se zgodi zaradi te obljube, da veliko obeta in se naredi ta hype, gremo visoko gor in potem pride do nekega ključnega momenta, ko se situacija obrne. Bi lahko to še nekako napisal, bubble, balonček, ko tehnologija ne hodi v koraku s ceno. Ok, mislim, da je to razumljivo. Se pravi, to je to, zato me to spominja predvsej ta situacija in ja, res recimo Amazon delnica je padla. Ok, Facebooka takrat še ni bilo, se prej sem omenil Facebook, tega še ni bilo, ampak recimo Amazon delnica je ogromno padla, ok, to je indeks vseh teh podjetij, ampak to ne pomeni, da danes ni Amazon delnica vredna veliko, ne vidimo, koliko se je to pobralo iz 5000 na 7200, ampak ok, to je bilo potrebno 17 let, da se je to zgodilo, in dejansko je stvar pri tem, da je kriptovaluta se giblje precej hitreje kot vsi ostali marketi in je en dan pri kriptovaluti skoraj tako kot en teden pri delnicah. Če pogledamo, tole je v bistvu tedenska karta v primerjavi z to, ki je dnevna, ampak če pogledamo to gibanje je nekako primerljivo. Zato, ker kriptosvet je enostavno tako hitrejši kot delnice. Ok, to je ena stvar, ki sem želel upozoriti, narediti primerjavo teh treh kart, se pravi sedanji Bitcoin, Nasdaq, ta dot-com bubble in pa 2013. In ja, poglejmo si zdaj Bitcoin, spet imam tukaj tri karte.
Upam, da ste si pogledali video v angleščini, naredil sem ga pred 3 dnevi, ko smo bili še, ki bom povečal tole karto, to je dnevna karta Bitcoina, ko smo bili še tukaj na 10.800, sem začel razlagati o scenariju, da se bomo odbili od tega, da bomo šli niže in sem povedal vse argumente, zakaj se to zna zgoditi. Ampak v redu, če tega niste videli, ni problem, bomo zdaj le obnovili. Se pravi, jaz uporabljam, seveda je tukaj več strategij in če vprašate 10 različnih traderjev, boste najbrž dobili 11 različnih odgovorov glede tega, kam gremo. Jaz osebno uporabljam metodologijo Top Dog Trader, ki sem se jo naučil prek dr. Barry Burns, lahko si pogledate. In kar sem opazoval je, se pravi, bom povedal vse argumente, zakaj. Mislim, da imamo več argumentov, da gremo niže kot više. Bom povedal argumente za v obe smeri. Tako da pogledajmo si. Argumenti za bear market. Se pravi, kaj to pomeni, da gremo niže. Bear market v angliški izraz. Takrat, kada gremo niže. In tukaj imamo ogromno argumentov, tako da si bomo pogledali. Kar seveda gledam, kot sem že velikokrat omenil, tale 50 moving average, ki kaže nadol, kar nam pove, da je globalno trend na downtrend. Za ljudi, ki recimo, kaj v bistvu nam pove točno ta 50 moving average, bom dal neko primerjavo, ampak še prej bom povedal, kaj se dogaja z MACD-jem in potem bom povezal te dva indikatorja, ki sta nekako zelo relevantna, kadar smo v taki situaciji. Se pravi, 50 moving average gleda dol na daily karti in pravzaprav rabim tukaj še en indikator, samo moment. In jaz, ko začnem šteti te valove, začnem šteti takrat, ko se to začne to kazati nadol, se pravi, šele tukaj začnem šteti valove. In se pravi, tukaj. In kaj ravno kar počnem? Se pravi, za pomočjo tega stochastic indikatorja rišem cikle, se pravi, tukaj imamo 1, 2, 3, 4 in povprečju se market, se pravi, katerkoli market, lahko je to kripto, lahko je to delnica, v povprečju naredi 5 valov. Seveda to ni fiksno pravilo, zdaj pa vsako market bo v 5 valovih, to je samo povprečje, ampak seveda, ko tradamo, ko gledamo na situacije, gledamo neke situacije, primerjamo, kaj se dogaja v povprečju in če smo na strani, če smo previdni, smo na strani takrat, ko so procenti v naši smeri, bomo na dolgi rok profitirali. Se pravi, kar jaz mislim, da se trenutno dogaja, je, da smo v 4. wave ali drugi corrective wave. Se pravi, tukaj smo šli na gor, se pravi, to je zdaj bear scenario, tukaj smo šli na gor in ljudje so mogoče mislili, to bomo šli zdaj to the moon, do lune, ne? Ampak to jaz mislim, da je samo del korekcije večjega vala navdol. Zato, ker 50 moving average še vedno kaže v tej smeri. Imamo to korekcijo in tudi, če si pogledamo karto 8-urno, ker jaz, ko primerjam 3 karte, na levo imam daily karto, se pravi 24 ur, potem to delim z 3 je 8 ur in to delim z 3 in je 160 minut. Zakaj? Enostavno zato, ker je taka strategija, v strategiji je zunaj neskončno, to je ena izmed teh, ki jih uporabljam jaz osebno in nekako združim informacije vseh 3 kart v eno zgodbo. In ko pogledam, se pravi, imam ta večji scenarij, dolgoročni scenarij na daily karti,
ki mi pove, da smo v downtrendu in da smo v četrtem valu. Potem si pogledam na 8-urni karti, kaj se dogaja znotraj te korekcije na gor. In pogledam spet tale stochastic indikator, ki nekako meri čas, meri cikle. In ja, tole je bilo narisano še pred nekaj dnevi, da je to ABC. Pa se je to v bistvu od včeraj spremenilo, ker smo naredili še en val na gor, samo da preverim. Ja, se pravi, to malo spremeni situacijo. 1, 2, 3, 4, 5, se pravi, smo naredili 5 valov. Ok, vem, da to veliko ljudi ne bo razumelo, zakaj se tukaj gre. Nič hudega, če ne razumete vsega. Pač poskušajte tisto, kar razumete, vzamete tisto za seboj. In tudi recimo, ko me ljudje sprašujejo, kam investirati, vedno investirate v tisto, kar valuto ali sredstvo, ki ga vi razumete, ki je vam pri srcu, in to zato, ker v času, ko bo šlo vse nadol ali ko bo korekcija, če boste v nekem tradu samo zaradi tega, ker ste to slišali od mene, od koga drugega, boste zapaničarili in šli ven. Se pravi, morate imeti svoje argumente. Ok, se pravi, tukaj imamo 5 valov na gor. In kar opazujem za zasuk in zakaj sem predvideval, da bomo imeli ta sell-off že 2 dni nazaj, je zaradi dogajanja na MACD-ju. MACD bom razložil s takimi zelo preprostimi primerjavami, da bomo prav vsi razumeli. Prav, MACD je tale graf tukaj spodaj in odmakne bom, kako jaz tole bom povečal, MACD, to je to. In ta indikator mi kaže divergenco in bom razložil, kaj to pomeni. Se pravi, imeli smo ceno, ki je šla višje. Ceno, ki je šla višje, do tu, na korekcijo in še višje. In po drugi strani smo imeli v bistvu času MACD, ki nam govori moment, ki je šel višje, ampak tukaj je šel nižje, kakor prejšnji val. In kaj to pomeni, čisto preprosto povedano, to pomeni, da moment na gor se izgublja. To lahko pogledamo, pokažemo tudi drugače in sicer povežemo tele vrhove, ta vrh s tem vrhom, takole, in povežemo ta vrh, s tem vrhom. Ok, tukaj vidimo, da je to čisto simultano, ko gre cena više, gre tudi moment više, kar je super, oziroma kar pomeni, ok, želimo iti više, čisto v redu. In potem nastane problem, oziroma ni problem, samo indikator, takole, cena je šla više, ampak sam indikator je šel nižje. In tudi, če si pogledamo lows, smo imeli ta naš low, veliko ljudi ve za to, veliko traderjev pozna ta trik, malo kdo pa ve, da se gleda tudi low, se pravi tudi nižje točke. In če povežemo to, smo šli tukaj više, ampak tukaj smo šli nižje, kar pomeni, da moment na gor se izgublja. Ok, moment na gor. Bom pa tukaj zdaj uporabil, tukaj sem se odločil, že od včeraj razmišljam o neki primerjavi, kako bi vam to razložil, kaj to pravzaprav pomeni. Pomeni to, predstavljamo si, da imamo kolesarja. Ne vem, če bo uspelo tole narisati, pa poglejmo. Imamo kolesarja in ta kolesar ok, super. Ta kolesar se odloči, da bo šel s kolesom na Šmarno goro. In pride gor in ta Šmarna gora predstavlja ceno. In opazujemo njegov trip, opazujemo njegovo hitrost, opazujemo njegovo moč.
in rečemo, ok, porabil je toliko in toliko energije in to pogledamo na temu MACD-ju. Recimo, da je to cena in imamo njegov utrip in vse te indikatorje, recimo, da vse te indikatorje, kako je utrujen, preprosto povedano, združimo v en indikator, rečemo, ok, prišel je na Šmarno goro, porabil njegov utrip in njegova utrujenost se je zvišala takole. Recimo, da je to graf, ki prikazuje, kako je njegova utrujenost se povečevala, ko je prišel na hrib. Ko je prišel dol, se je seveda malo spočil, ne? In potem se on odloči, da bo šel na višji hrib. In gre na višji hrib. To pravzaprav razlagam to situacijo v primerjavi s ceno, ne? Gre na višji hrib, recimo na stol. A se da priti s kolesom na stol? Ne vem, najbrž se da. Gre gor in opazujemo, ok, utrip in vse nam pove, da je imel še veliko energije in v bistvu je imel več moči, ko je šel gor. Kako bi rekel temu, večji moment, večji zalet, ko je šel gor, kar je super, ker potrebuješ večji, sigurno je bolj naporno priti na stol kot na Šmarno goro, ker je višji hrib in potem nam to tudi ta indikator govori in potem gre on še više na Vršič, ampak tukaj vidimo, da mu je to uspelo z manjšim momentom. Ok, kaj to pomeni? Pomeni, da mu je vzelo več časa, zato ker ker mu je zmanjkalo moči v nogah in ni moral več tako močno brcati. In če bi opazovali njegov performance, še vedno je prišel do vrha, ampak izgubljal je moč, ko je šel gor in tukaj to opazujemo. In ok, to ni pravzaprav nič zanimivega, nič nismo novega tukaj ugotovili, ker ko gledamo ceno nazaj, nam to ne prinese nič denarja, nas zanima, kaj se bo zgodilo naprej. Zdaj pa nas zanima. Ok, on je sedaj trenutno, vidimo, da je utrujen. Na Vršič je prišel z manjšim momentom, vzelo mu je več časa, da je njegova poprečna hitrost je bila manjša in nekako se je bil bolj zahtevalo več od njega. Zdaj se mi vprašamo, ali lahko pride še, ok, sedaj pa res na katero primerjavo dati, kater hrib, v Sloveniji mislim, da ni še višjega hriba, ali lahko gre on še više, se pravi, gremo lahko naša cena v naslednjih dneh še više. Ok, zanimivo vprašanje. Ja, lahko da Mont Blanc, recimo Mont Blanc, jaz ne vem, koliko je visok, ne vem, se da pride s kolesom, recimo, da je to Mont Blanc, nima veze. A je možno, da pride on še, če se ta trend nadaljuje, da še je vedno bolj utrujen že od vseh teh vzponov, a je možno, da z manjšo energijo še vedno pride na Mont Blanc? Je možno, morda je ta energija, ki mu je še ostala, recimo, da se niža energija, ki jo ima v nogah, morda je dovolj visoka, da še vseeno pribrca na Mont Blanc. Se pravi, lahko da bomo šli še više. Ta indikator, da se mu energija zmanjšuje, še ne pomeni izključno, da ne bo moral priti više. Morda je, ok, je utrujen, ampak ima še vedno dovolj energije v nogah. To je en scenarij, seveda, da lahko gremo še više, kar je po teh indikatorjih manj verjetno. Verjetnost je večja, da ni več sposoben, ker nam ta utrujenost to kaže. Se tudi zgodi, da gremo še više in gre to še niže. Seveda, to je možno. Spravo, to je en scenarij. Drug scenarij je, da je kot Louis Armstrong in skoči za grmovje in si vbrizga v krvni obtok steroide in kar naenkrat ima več energije, si jo pomore in več energije in brez problema pride na Mont Blanc.
pravi, to je drugi scenarij. Kar bi to pomenilo v ceni je to, da ni steroidov v Bitcoinu, ampak kar bi to pomenilo je, da bi prišli neki veliki kupci, whali, in se odločili, to je pa sedaj dovolj poceni, da bomo mi vstopili v igro. In bi vstopili noter in poslali ceno više. Se pravi, prvi scenarij zmanjkuje nam moči, vendar vseeno pridemo više. Š-jev in s-jev. Tukaj zamenjati tipkovnico, više, zmanjkuje nam moči. Pa da ne bomo izgubljali časa, bom kar pisal z britansko tipkovnico. Se pravi, zmanjkuje nam moči, vendar vseeno pridemo više, je možno. Drugi scenarij. Kolesar na steroidih. Se pravi, kar od nekaj dobimo pospešek in gremo više. Tretji scenarij, ki je najbolj verjeten, je tam smo šli sedaj, to se nekaj poizkusi, kolesar, oziroma cena, poizkusi iti više, vendar mu to ne uspe. Se pravi, to je najbolj verjeten scenarij, da bomo šli malo više, se pravi, se bomo dobili na neki ključni točki, ampak zato, ker nam je zmanjkalo momenta, kolesar je utrujen, bomo šli enostavno niže, bomo se spustili dol po hribu, precej niže, kam niže, to si bomo pogledali malo kasneje. In četrti scenarij, ki je tudi vsekakor bolj verjetno kot prvega, da gremo više, je kolesar si vzame čas za počitek, preden gre više, oziroma cena gre v stran. Kar bi to pomenilo je, da gre cena v stran. Kje smo sedaj? Tukaj. Da gre cena, malo se približajmo. Da gre cena v stran. Kolesar se zapelje v dolino vrata. Gre na pivo, si vzame teden, morda tam ob Soči nekje, se malo spočije. In potem se odloči, bomo pa zdaj šli v nove višave, bomo šli do Mont Blanc in pride na Mont Blanc spočiti. In to je predvsej tudi verjeten scenarij, da gremo še v stran. In potem više. Se pravi, glede na MACD sem vam zdaj razložil 4 možne scenarije, vsekakor jaz mislim, da je tretji scenarij najbolj verjeten, da bomo šli niže, zato ker ne samo z tega podatka, če pogledam na samo ta podatek, ki sem ga razložil zdaj, so možni vsi 4 scenarije, ampak če povežemo vse informacije, ki so nam na voljo, ugotovimo, da je tretji scenarij najbolj verjeten. In sedaj, ko sem vam dal primerjavo z kolesarjem, ki gre po hribih in kaj to pomeni na MACD-ju, kaj nam potem v tem primeru pomeni 50 moving average, če damo primerjavo, če povežemo to s primerjavo kolesarja. 50 moving average je, če primerjamo to. Ne vem točno, kako gre pri kolesarjih, ampak vem, da je recimo pri nogometaših se velikokrat pojavi to, da
ko grejo v sezono, so zelo spočiti in njihova forma je nekako na vrhuncu in rastejo in potem pridejo do nekih proti koncu sezone vedno bolj. A pa že ne vem točno kdaj, nisem strokovnjak, kar se tega tiče, samo vem, da to vsekakor je nek pojav, oziroma čisto razumljivo. So vedno bolj utrujeni zaradi tega napornega tempa in gre njihova splošna forma v drugo smer in to je pravzaprav to. Trenutno nam pove, da gre forma MACD, se pravi 50 moving average, se pravi, forma našega kolesarja, ki poskuša priti više, se generalno znižuje, ker nam to kaže tale 50 moving average. In seveda, sedaj ne vemo, ali bo on se odločil kolesar narediti tukaj počitek. Redko se zgodi, da se ta 50 moving average kar naenkrat obrne, da dobi kolesar steroide in se kar naenkrat on odloči, gremo še više, kar zelo eksplozivno. 50 moving average ponavadi gre malo strano, če se že odloči iti više in potem. Se pravi, rabi počitek. Ali pa bo šel naprej niže, bomo videli. To je to. Upam, da vam je to jasno. Se pravi, to je to. Če to zdaj izbrišem. Ja, se pravi, povezali smo to. Sedaj smo v 4. valu in to je bila samo korekcija, preden gremo niže. Imamo to divergenco na tej karti in potem, če pogledamo še bliže, na 160 minutno karto se nam vse to, o čemer smo govorili, samo še potrdi. Kar pravzaprav želimo videti. Zato imamo različne karte, da dobimo več različnih potrditev. V bistvu sem jaz osebno že tukaj in to je stvar pri tradanju, ker nikdar ne vemo točno, kdaj se bomo obrnili. Recimo, če si pogledamo situacijo, ki sem jo tudi sam tradal, bili smo tukaj. Na 10.800 in nekako je tukaj že kazalo na to, da je MACD v enako visok kot na prejšnjem valu. Se pravi, in sem jaz že začel pripravljati svoj sell nakup, oziroma sem tukaj že prodal, ker vidimo to divergenco, to proti temu. Ampak pogledajte, kaj se je potem zgodilo, nepričakovano, saj za mojo logiko, smo nekje dobili tiste steroide in smo šli više. Tako da ja, vsekakor se lahko zgodi kadarkoli v marketu. Ampak ja, trenutno imamo potrjeno, da smo niže, zato ker smo naredili nov lov, tako da je potrjeno, da nam zmanjkuje momenta, to je definitivno potrjeno, zato ker to vidimo na 160 minutni karti, vidimo to na 8-urni karti in vidimo tudi na dnevni karti, kar takrat še ni bilo. In to je, ko vam bom pokazal mojo statistiko na koncu, boste videli, da je to dejansko moj največji problem pri tradanju, ker sem še neizkušen in včasih prehitro odreagiram. In recimo, tukaj vidimo na daily karti, smo imeli moment še vedno nagor, ampak sedaj, od danes, imamo potrditev tudi na dnevni karti. In večja karta, kot jo gledamo, bolj je relevantna, večji pomen ima. Če gremo v ekstrem, če vidimo neko zasuk na minutni karti, nam to ne pove praktično nič. Če vidimo zasuk na urni karti, ok, če vidimo zasuk na 4-urni karti, še bolje, če vidimo na 8-urni karti in tako naprej. Če vidimo zasuk na dnevni karti, je to precej relevantno. Zelo relevantno za dogajanje na marketu. Ok, mislim, da smo to si zelo dobro razložili zdajle. In seveda je potem vprašanje, kam, če je vse to res, ta setup, ta situacija, kam gremo. In pri situacijah, kot je to, bomo šli na dnevno karto, stajata dve varianti.
In sicer, če imamo 5 valov, seveda nimamo čisto vsakič 5 valov, lahko imamo 3, lahko jih imamo 7, lahko jih imamo 9, 5 je povprečje. Ampak lahko imamo failed fifth wave, kar pomeni, da če že imamo 5 valov, pomeni, da je peti val na isti, da pride enako globoko kot val 3. To je situacija 1. In druga situacija je, da gremo nižje. Katera je bolj pogosta? Dobro vprašanje, pravzaprav, ampak mislim, da zato to ne morem trditi, sigurno nimam tega podatka, ampak povprečno, saj iz te literature vedno govorijo, da nekako je 5 povprečje 5 valov, ampak nekateri izmed teh so failed. Ampak se pravi, recimo, da je 50-50, ne vem, kakšno je tukaj. Ne vem, kakšen je tukaj podatek, se niti ne bom pretvarjal, da vem. Ampak ja, imamo te dve opcije, da pridemo, kako bi dal to, da bi bilo čim bolj primerljivo. Vse mislim, da je jasno, ampak se pravi, da ko gremo nižje, da pridemo na isto, približno na isto. Takole bo zelo dobro, ja. In druga varianta, da gre ta peti val nižje. Tako, da gre nižje. Se pravi, gledano na našo karto, če je ta strategija, če je vse to, kar smo sedaj pogledali, res indikator, da gremo v peti val, nam to preprosto pove, da gremo v enem primeru do 6000, kjer smo bili prej. Prva opcija. In v drugem primeru nižje. In kako nizko? Ja, zato pogledamo zgodovino, kaj se je dogajalo s ceno prej. Gremo nazaj. Tukaj bom tole izklopil, ker mi pliva na karto. Ok. Se pravi, kako globoko se lahko spustimo. Pogledamo najmočnejše cone pred tem. Ok, tukaj vidimo eno zelo močno cono, ker smo se od te cone odbili, še enkrat odbili in smo potem prišli više in se potem od tega zasukali na gor. In ok, to je v bistvu pravzaprav ta 6000. V redu, se pravi, če gremo nižje, kam lahko gremo? Pogledamo naprej. Tukaj je še ena cona, zanimiva. Spet smo šli višje. Do sem in se zasukali. Ok, to je samo ena potrditev, to mi ni dovolj, da bi rekel, da je močna cona. Ja. Ni zelo močna. To je zelo nehvaležno delo, ugotavljati, kam točno bo cena šla, ker vse te napovedi so le napovedi in vsekakor je zelo pomembna točka previous swing low, temu rečejo, kar je v bistvu tukaj. Zelo pomembna točka vsekakor je, kje smo sedaj? Tole. Vsekakor najbolj pomembna točka, če gremo nižje, bo prvo tale, 5500, previous swing low. Ok, da jaz tole pridem bliže, se pravi tale točka 5500 bi bila naslednja. Ja, v bistvu je močna cena, zato ker smo se odbili od nje in vidimo, da smo jo testirali enkrat, dvakrat, trikrat. Se pravi, ja, ta cena je vsekako relativna. Tukaj enkrat, dvakrat,
trikrat, se pravi 5500, realna. Ok, in potem malo manj 5000, zato ker smo testirali samo dvakrat. Enkrat, dvakrat. Se pravi, ja, nekako 5500, se pravi, če grem jaz trenutno v trade, bi bil z Ingaš in stavim proti marketu, bi vzel profite na 6000 in potem na 5500. So še drugi načini, kako priti do teh številk. V kar se trenutno ne bi spuščal, ker je precej kompleksno za Fibonacci retracementi. Mi lahko vzame samo to 15 minut. Tako da zaenkrat bom pustil to 5376, naslednja močna cona, kamor lahko pademo. Se pravi, prejšnji low 6000, to je v dolarjih, na Bitfinexu in potem 5300 in potem 4950. Tukaj ob strani so. In če se res to zgodi, potem niti ne pričakujem, da bomo od te točke se eksplozivno odbili. Zato, ker če pride res do tega, pomeni, da če si primerjamo od leta 2013, da se zgubi veliko zanimanja za Bitcoin, zato ker je toliko ljudi izgubilo, da enostavno zanimanje opade in potem gre v stran ali pa še počasi leze nižje. Ampak v naslednjih, recimo, naslednjem mesecu bi bil to nekako ta target. In če pridemo do njega, to ni dobro za Bitcoin, gledano v naslednjem letu, zato ker bi to pomenilo daljše obdobje v stran, ki lahko traja, če bo podobno kot leta 2013, kakšno leto. Seveda, za dolgi rok so te korekcije čisto dobrodošle, tako kot smo videli pred internetnim bublu. Dobro je, da je ogromno denarja se steka v kriptovalute, zato ker se podjetja lahko razvijajo, ampak realno je, da ogromno teh so skemi ali pa so samo quick get rich schemes. Ok, se pravi, to je bil ta naš bull scenarij, da gremo nižje. Kar pa bi ljudje, ki so na drugi strani, lahko argumentirali. Seveda vedno imamo komentarje in za in proti. In jaz samo mislim, da je trenutno več komentarjev za to, da gremo nižje. So tudi argumenti za to, da gremo više, ki pa so. Poglejmo. Imeli smo ta odboj pri 6000, tale svečka, in volumen je bil, si pogledamo volumen, je bil najvišji tukaj. Kdaj nazadnje smo imeli tako visok volumen? Leta 2015. Ok, ne, to se mi je ja, ko premaknem karto, se mi tudi samo tole iznivelira, ampak ja, 2015 je bilo nazadnje tako velik dneven volumen. In poglejmo si, kaj se je takrat dogajalo. Aha, ampak tukaj je bil ta volumen v drugo smer, se pravi, bilo je to paraboličen moment na gor, kar je malo drugačna situacija. Poglejmo si, če je bil še kdaj tako visok volumen. Ok, 2015 ponovno kar dvakrat. Tukaj, ok, ko se to premaknem, se mi vse skupaj premakne, tako da si bom jaz naprej to označil. Tele dve svečke. Pardon.
Ja, poglejte, zelo zanimivo. 2015, ravno takrat, ko se je ta bubble iz leta 2013 zasukal. Ja, kar je pomembno za to, da se market, da se cena zasuka, je ogromno volumna. Je ogromno ljudi, ki so prepričani to, da je čas za to, da gremo više. In poglejte, kaj se je zgodilo tukaj. Imeli smo te ogromne svečke, se pravi ogromno volumna, ogromno ljudi je začelo kupovati. In to je poslalo market, se pravi, ok, ni ga še poslalo na gor, ker je trajalo še od 14. januarja do avgusta smo bili v bistvu na istem nivoju, ampak vsekakor je ustavilo moment iz padajočega v stranski moment. Iz padajočega smo šli v stran. Tako da argumenti za to, da gremo više, bi lahko bili to, da imamo tako velik volumen, ne še tako velik, manjši volumen kot leta začetku 2015, ampak vseeno velik volumen na tem odboju. In da je ta odboj že dovolj močen, da nas to pošlje v stran ali više. In tudi, če nas pošlje v stran, če primerjamo ta 2013, smo prišli nazaj na to točko. Tudi, če gledamo ta scenarij, smo prišli nazaj na točno isto točko, preden smo šli više. Tako da res poskušam najti argumente za to, da gremo više in enostavno jih ne najdem veliko in tudi se pravi, ok, ta volumen, kaj bi lahko še rekli, lahko bi kaj bi lahko še povedal? Ok, lahko bi bil argument to, da je to shifting momentum. Lahko bi rekli, to je shifting momentum, ne samo, da je bil volumen višji, tudi, ok, zato moramo pogledati, da preverim, če je to res ali ne, moram pogledati 4-urno karto. Ja, in pravzaprav to ni res, ker kadar imamo shifting momentum, je nov swing up močnejši kot prejšnji v negativno smer, ampak tudi tega ne vidim. Vidimo, ta premik nadol je večji kot premik na gor v tem boju. Tako da, če bi bilo to više, bi bil to argument za to, da gremo više, ampak ja, enostavno ne najdem dovolj argumentov za to, da gremo više. Enostavno še ena stvar, ki lahko hitro omenim tukaj, je še nekaj smo lahko pozorni, je tale trendline. In kaj se je zgodilo, premagali smo ta trendline, ampak smo šli nižje, kar, če spremljate moj kanal, je bil vsakič močen indikator, da gremo nižje, ker smo ta trendline, imeli smo že kar nekaj trendlineov, ki smo jih false breakoutov, po katerih smo imeli velik correction. Če pogledamo tukaj, je bil prvi, imeli smo ta kao false breakout in potem, ker je bil false breakout, smo šli veliko nižje. Potem se je to zgodilo še enkrat. Tukaj smo šli više, je že izgledalo, kot da gremo gor, ampak je bil to false breakout in nas je poslala še nižje, tako da ja, ne zgleda obetavno kratkoročno za Bitcoin, ker pogledajte to meni zgleda kot false breakout, ker je šlo više in tako je hitro se odbilo navdol. Se pravi, ja, to so vsi argumenti, zakaj gremo niže. In kaj pravzaprav jaz čakam sedaj, ker dejansko sem zamudil vstop tukaj. Sell, v bistvu sem že 3-krat vstopil 2 dni nazaj. Nekje tukaj.
sredi noči, ampak sem bil prehiter in sem bil stopped out. In potem sem si včeraj vzel dan, prost dan, zato ker sem bil enostavno jezen, razočaran, kakorkoli, nad tem, da sem naredil te napake in takrat se je pripravila ta priložnost, da bi pošortal tukaj. Se pravi, ko šortamo, stavimo proti marketu in naredimo plus, ko gre market proti nam. In ja, to bom tudi pokazal moje statistike in vam bo bolj jasno, zakaj zadnje čase ne delam veliko videotov. In sicer, tem, ko so moji videoti z dolgoročnimi predvidevanji precej dobri, vsaj kar se tiče videotov, ko sem napovedal bubble, da bomo šli nižje, smo šli res dol in to se zgodi, da je že kar nekajkrat, da je bila napoved pravilna, ampak roko na srce. Od 9. januarja spremljam čisto vsak trade, ki ga naredim. To so pa tradi, ki jih delam na dnevni bazi. Kratkoročni tradi, se pravi, da grem noter in ven, mogoče pol ure, 1 uro, 5 ure en dan. In ja, vse te rdeče številke tukaj vam povejo, da pravzaprav zgubljam. In to zelo, 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 zelo močno. In ja, dejansko sem se jaz odločil tradati sredi decembra, da bom to delal full time. Ravno en teden preden smo imeli to korekcijo nadol, kar je trenutno smo v obdobju, ki je super za nabiranje izkušenj, ampak ni dobro za delati denar. In imam ognjeni krst, ker to sem občutil na svoji koži. Že od samega štarta vidite, da moji tradi ne grejo po planu. Te day tradi mi ne grejo. V začetku je bilo še bolj optimistično, ampak potem vedno več rdečih številk. Tako da ja, to ponavljam na vseh videotih, da jaz nisem izkušen trader za 2 leti, 3, 5 leti izkušen. Začel sem decembra, sem se temu posvetil full time. Prej sem to delal ob delu, od cirka junija. Je res, da je to moja strast in me res tako zanima, da enostavno bom to počel že naprej. Sedaj sem si v bistvu najdel še drug vir prihodka, še en drug half part-time job, zato ker enostavno, kot vidite, tukaj mi ne gre dovolj dobro, da bi se s tem, da bi delal plus. In tudi pri tradanju pravijo, da potrebujemo 25, nekako za tradanje potrebuješ 25,000 dolarjev, evrov, kakorkoli, če želiš začeti resno tradati. Jaz nisem imel takih zneskov, jaz sem imel mogoče eno petino tega, ko sem začel, in vedel sem, da je to precej riskantno, ampak enostavno sem si rekel, ok, vem, da to želim početi in I'll give it a shot, In evo, trenutno sem tukaj in v rdečih številkah in podobno se mi je dogajalo, ko sem igral poker. Tisti, ki ne veste, bil sem profesionalni poker igralec 5 let in preden sem začel res konstantno služiti s pokrom, sem 4-krat izgubil čisto vse, kar sem imel. Vse, kar sem imel na internetnih straneh za poker, ne čisto vse, kar sem imel, ampak zgradil sem iz praktično za $1 v 200 in potem 2000 in tako naprej. Kakorkoli, 4-krat se mi zgodilo, da sem to nekako zapravil, seveda sem že vmes že izplačeval. Ampak ok, sedaj sem bolj zrel, bolj izkušen, tako da tudi če izgubim čisto vse, kar imam na internetu, čisto vse kovanci, ki jih imam, čisto vsi ta trade balance, ki ga imam, sem še vedno v plusu, zato ker sem si že sproti izplačal. Še preden sem začel tradati tole, preden vidite tole, te rdeče številke, sem naredil že dovolj plusa, ki sem si ga izplačal. Tako da ja, nič katastrofalnega, je pa to razlog, zakaj delam manj videotov, ker se fokusiram še na drug biznis trenutno. In ok, poleg še očetovstva in vedno več se bom fokusiral tudi na drug biznis, ampak vsak dan bom tudi to delal vsekakor
tradeov. Tukaj imam čisto za vsak trade si napišem napake, ki sem jih počel, strategijo, ki sem jo uporabil, procente. In ja, to je edini način, da se naučimo. Se pravi, vsaka izguba, ki jo imamo, pravzaprav ni izguba, je samo lekcija, kot da bi plačali inštruktorju, da bi plačali marketu eno drago inštrukcijo. In prespiš, preanaliziraš in greš naprej. In to je to. Tako da, ja, toliko o tem. Sem hotel še kaj drugega povedati. Ok, imeli smo tale plan, se pravi, bear scenarij smo si pogledali, bull scenarij smo si pogledali. Argumentov se seveda precej več za bear scenarij. Metafore smo uporabili, kolesarja, zgublja moč, na Storžič je prišel, na Vršič je prišel, na Mont Blanc, najbrž ne. Pokazal sem vam mojo statistiko. In ja, veliko ljudi me sprašuje o altcoinih, raznoraznih altcoinih. Jaz osebno se bolj fokusiram na tehnično analizo in na to day tradanje. Lahko pa samo povem, katere coine imam sam. Imam 10x, Verge, o katerem sem tudi govoril v enem izmed videotov, na podlagi analize Phila Coneta, ki ga aktivno spremljam. Te se mi zdijo obetavni Hive, Dynamic Trading Rights, DTR, Ethereum, še kaj. Imam tudi to v Excelu, ampak imam zraven tudi vse vsote in kar ne bi trenutno pokazal. Ampak ja, se pravi, 10x se mi zdi zelo ambiciozen, ker v bistvu imajo že delujočo rešitev in sicer z kriptovalutami. Dobite njihovo kartico, podobno kot Mastercard, in pretvarja kriptovalute v katerokoli valuto, lahko vprašate v dolarjih, v evrih. Ti se mi zelo uporabno, ker veliko teh kovancov so samo kovanci ali imajo samo white paper, imajo samo plan, nimajo še realnih rešitev. Verge sem investiral izključno zato, ker zaradi grafa, kjer je Phila Cone, en izmed traderjev, ki jih spremljam, objavil video in naredil analizo, ki mi je realna. Sem investiral. Hive, slovenski projekt, pravzaprav tudi poznam osebno dizajnerja in prebral sem si white paper, gre za izplačila, ko si firma sposodi, oziroma recimo, da sem jaz stranka za firmo in ja, se prečujem, ampak ne znam tega razložiti. Poglejte si njihovo stran, Hive, se prečujem, ker ne znam razložiti, ampak razumem, ampak ne do te mere, da bi znal razlagati o tem, kolikor znamo o tehnični analizi. Prav DTR, tudi slovenska podjetja in Ethereum vsi poznamo veliko uporabe, tako da to so ti kovanci. In sedaj, ok, predvidevam, da bo šel Bitcoin nižja, to pomeni, da bom zdaj vse te kovance prodal? Ne. Hodl for life, pravijo. Kaj tukaj mislim? Ok, res je, da pričakujem, da bo šel Bitcoin nižje, kar pomeni, da bojo šli tudi te kovanci najbrž nižje. Ampak seveda moramo biti vedno pripravljeni na vse možne scenarije. Tako da jaz na to gledam kot na hedge. Se pravi, ja, dolgoročno so te kovanci potencialni, najbolj bojo šli z Bitcoinom niže, lahko da pa Bitcoin bo šel više in potem itak imam jaz razdeljeno kapital na dva dela, imam traderski kapital, imam kapital za kovance, tako da te kovance držim, to za leto ali dve, tako da mi je pravzaprav vseeno, kaj se trenutno zgodi, ker mislim, da v letu dveh bodo više. Ok, to je bil, mislim, da res obširen video, ne piše mi, kako dolg je, ampak v občutku bi rekel, da je daljši od vseh, ki sem jih naredil. Upam, da ste se veliko naučili,
Želim vam veliko uspehov pri tradanju. Prosim, pošerajte, polajkajte, prijavite se na kanal. In če imate kakšne vprašanja, lahko napišite pod video, me kontaktirate prek e-maila. In srečno.